Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes gostil delovno kosilo za nagrajence Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2012. Andreja Gradišnika, Marjano Lavrič-Šulman, Emila Marinška, Petro Melanšek, Janeza Novaka, Andreja Repšeta, Dejana Turka in Vojmirja Urlepa. Pogovor, ki se ga je udeležil tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič, je bil namenjen predvsem razpravi, kako je mogoče biti uspešen tudi v kriznih časih. Uvodoma je predsednik Pahor med drugim dejal. Rad bi se zahvalil predsedniku Gospodarske zbornice, ki v zadnjih letih, prav zaradi okoliščin, ki smo na priča, ne ustraja samo, ko gre za socialni dialog ali nastopanje v javnosti, pri tistem, kar je običajno Gospodarska zbornica zahtevala od vlade, državnega zbora, politike ali predsednika, in to je poslovno konkurenčno polje, ampak poudarja tudi pomen pravne države in družbene odgovornosti, odličnih odnosov med zaposlenimi in menedžerji. Se pravi, vse tisto, kar, kot je malo prej pojasnil v neformalnem pogovoru, pomeni tudi eno optimistično klimo v podjetju ali v koncernu, brez katere očitno taki veliki uspehi, kot so vaši, niso mogoče. Drugič bi se rad zahvalil vsem vam, ki ste zaradi svojega znanja, zaradi svojih ambicij in velikih odrekanj, nenazadnje pridnosti, odličnega sodelovanja z vašimi sodelavci, znali v teh zelo neprijatnih časih najti poti za odličnost in za poslovno uspešnost. In ti ljudje, ki uspevajo, se mi zdi, morajo biti deležni družbenega priznanja. Če ste vi uspešni, so vaša podjetja uspešna, imajo ljudje zaposlitev, so zadovoljni tudi za dohodki, socialna varnost družin, iz katerih prihajajo, je večja, socialna povezanost družbe, v kateri delajo taka podjetja, je večja.